Ta klic je prišel, ker je potreboval oblič, na to pa so hitro operirali. Kaos v zabaviščnem parku na Floridi, ko je bil obiskovalec hudo poškodovan na vožnji. V bistvu zapiramo območje, da nam lahko pomaga zagotoviti, da tam ni obiskovalcev ali članov ekipe. Prvič si ogledujemo posnetke s telesnih kamer reševalcev, ki so preplavili platformo vožnje Stardust Racers v Epic Universe v Orlandu in poskušali rešiti življenje mladega moškega. Nenehno pravijo, naj ponovno odpremo, vendar ni bilo nobenih okvar. To pa ne pomeni, da ni bilo varnostnih težav. Preučujemo odziv v sili in preiskavo, ki je bila opravljena po smrti tega mladega moškega, prav tako pa tudi, zakaj sta njegova starša na novinarski konferenci ostro kritizirala park. Vsak si zasluži uživati v teh parkih in se varno vrniti domov. To je vse, kar zahtevamo. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Long Pride. Jess in Jesse Weber. Ženska z Floride je lani doživela grozljivo nočno moro. Javi Lisova se je vozila z vlakcem smrti v Universal Studios Epic Universe poleg svojega dolgoletnega fanta Kevina Rodrigueza Zavale, ko je pogledala nanj in ugotovila, da je nekaj hudo narobe. Ko je vlak smrti padal navzdol in se sunkovito obračal v vinkih, je Kevin očitno večkrat udaril z glavo. Kri je špricala povsod, Havilesova je kričala. Ko se je Stardust Racer končno ustavil, je bilo telo 32-letnika mlahavo in zvito. Zaposleni v Epic Universe, medicinci, reševalci okrožja Orange, vsi so mu hiteli na pomoč, ga izvlekli iz vožnje, ga položili na tla in začeli z oživljanjem, a je bilo prepozno. Kevin je umrl 17. septembra 2025. Od takrat so organi pregona v samem parku opravili preiskave, razmišljalo se je tudi o morebitni tožbi v imenu družine. Epic Universe je spremenil nekatere smernice in navodila za svoje vlakce smrti. Torej, podrobno bomo preučili vsak vidik tega groznega incidenta, da pokažemo, kako so preiskovalci ukrepali in kako so prišli do tega zaključka. In govorili bomo o tem, kakšen je bil ta zaključek, vendar so posnetki res nekaj drugega. Zdaj vam moram dati nekaj pomembnega konteksta, da boste razumeli, o čem govorimo. Torej, Kevin je bil rojen za atrofijo hrbtenjače, uporabljal je invalidski voziček. Po besedah njegove družine mu ta invalidnost ni preprečila, da bi živel polno življenje. Živel je aktiven, neodvisen življenjski slog. Šel je na fakulteto, bil je oblikovalec videoiger. Javi Lisova je preiskovalcem povedala, da je dobila službo v Epic Universe in da je Kevina za rojstni dan peljala v park z 2 vstopnicama za nove zaposlene, ki jih je prejela. Vse je bilo v redu. Policija je povedala, da običajno gre s Kevinom na izlete v zabaviščne parke cela njegova družina, tokrat pa sta šla samo ona dva. Epic Universe se je odprl le nekaj mesecev prej, maja 2025. Proga Stardust Racer je visoka več kot 40 metrov in doseže najvišjo hitrost 100 km/h. In potem prideš do 17. septembra. Ko so na prizorišče prispeli policisti šerifovega urada okrožja Orange, je več reševalcev poskušalo oživeti Kevina. Si zdaj srečen. V drugem krogu, čutim drugi krog. Kaj sem si vse izstavil? Pripravila sem Lukas. No, bom Švicar. Zdaj me Lukas ne skrbi. Odlično ti gre spredaj. Naslednjega sem spravil do naslednje vratnice. To ni edini osumljenec, ki ga potrebujejo. Pripravim tudi nekaj hrane. Zadnje tvoja desna. In bomo prešli na drugo stran. Hej! Nimam te. Lezenice so v redu, zamenjali bomo motorno blazinico, da ti damo priložnost, da nam lahko posreduješ več podatkov. Vsi moji najljubši razredi grejo dol. Zapirali bomo. Lahko prekličete vse Windows trenerje. Zakaj pa ne potrebujemo krvi? Naj živi šola. Naj živi šola. Hej, hej. 1 minuta 45. Peljete bom na sklece. Minuta 45. Hej, to potrebujemo, jaz tega ne zavarujem, stari. Hej, Jamie, zavaruj IoT. Hej, Peter, vzemi prednapolnitev. BBM, hitro. Ne ciljam. Hej, preveri po srednji šoli. No, drugi pregled. Vzemi. To je to. Preklopi. Ebi je na krovu. Preklopi. Hej, kje je to? Kje je tista varnostna naprava za IO? Jazz sam.
Torej, kri od, recimo, vodje. Videti je, kot da je na nečem starinskem. Ojoj, o moj bog. Lahko boš zaprl vrata gradu. Vi. Fantje, dobite idejo od... Ni vse. Je kdo sedel na steni X? Ja. Še vedno niso imeli tiste ženske. Nisem prepričan, kaj so naredili. Verjetno jo je odpeljala morda k družinskemu članu. Hej, kje je gospa, ki je sedela poleg njega? Mislim, da so šli dol. V redu. Kaž? Poznamo nekoga, ki je Povezan z njim. že nekaj časa. Ja. Poleg njega je sedela neka ženska očitno. Ta stvar je prekrita s krvjo. Ja. V redu. Poskušam ugotoviti, kaj je s tem. Zadnjih 5 minut sprašujem za kakšnega družinskega člana. Ko so Kevina odpeljali na nosilih proti bolnišnici, so šerifovi namestniki začeli preiskavo in si podrobneje ogledali sedež na vlakcu smrti, ki vam moram povedati, da je bil prekrit s krvjo. Kje ste bili vi na posnetku kamere v avtu? Bil sem v svojem avtomobilu. Rekli so, ja, poškodba glave v Stardustu. Jaz sem si mislil, da je nekdo spodrsno in padel. Niso rekli, da je bilo, veste, za nas bi bilo to kot delovna nesreča, prav? Ja, točno. Mislim, da ni bil popolnoma pripet. Poskušam ugotoviti, kaj je to. Možganska snov ali bruhanje? Lahko letiš. Vse. Naredi nekaj fotografij. Ona bo posnela nekaj fotografij. Oni želijo posneti fotografije za svojo zadevo, ja? Ja. Kaj prav fototla? Ja. Hotel sem reči, da mi dajo tretjino tega, kako to delam z te strani ograje. Raj bi imel, da to naredijo na tej strani, samo da imamo dovolj našega preiskovalnega dela. V trenutku bomo govorili s tabo, da vidimo, kako želijo to urediti. Minuto. Ne vem, če ne poskušaš, če lahko to narediš. Tako da za zdaj bi raj samo zadržal. Ti te ustreza. Tako, vidimo. Sem močen, da bi kdo posegal v to. Verjetno je tam zgoraj ena najljubših posebnosti. In če se vrnemo k Javalizi, sedela je malo stran od izhoda iz vožnje in je samo poskušala dojeti vse, kar se je dogajalo. Potrebujem izjavo o tem, kaj se je zgodilo. Če se lahko spomnite, če ste bili sposobni. Videla sem, da je bil prenizko. Nima nobene opore na nogi. Potisnili so ga približno 3-krat, morda 4-krat. Kdo ga je potisnil? Zaposleni na atrakciji? Poskusila sem. Videla sem ga pri prvem spustu, videla sem, kako si je udaril glavo, poskusila sem ga zadržati, nisem ga mogla zadržati. Še enega. Udaril si je glavo. Torej je udaril. Preprosto je šel gor in udaril. Torej je bil sedež ves čas ohlapen. Videti je bilo, kot da umira. V redu, ampak ni bilo tako. On je čisto enak. Nima opore na nogi, zato se ne more opreti, da bi lahko ostal na mestu. V redu. To je vse, česar se spomnim, ker sem na pol poti tja izgubila očala. Ne vem. Razumem. Vem, da si je ves čas udaril glavo. Poskušal sem ga držati, da si ne bi več udaril glave. V redu. Ampak si jo je. V redu. Samo naredite nekaj globokih vdihov, prav? Globoko dihajte. V redu. Vem, da je bila to napeta situacija, prav? Zdaj so tudi Javalis odpeljali v bolnišnico na pregled, vendar je bil njen fant, s katerim je bila približno 10 let, razglašen za mrtvega. Dan po Kevinovi smrti je Universal Orlando izdal to izjavo. Universal sodeluje s šerifovim uradom okrožja Orange po tragičnem dogodku, v katerega je bil vpleten gost v Epic Universe v sredo zvečer. Gost se po vožnji Stardust Racers ni več odzival in so ga prepeljali v bolnišnico, kjer je kasneje umrl. Zaradi tega dogodka smo bili pretreseni in izrekamo iskreno sožalje svojcem gosta. Popolnoma smo zavezani sodelovanju pri tej tekoči preiskavi. Zdaj smo dobili v roke poročilo o incidentu, ki ga je vložila šerifova pisarna okrožja Orange, kar nam daje vpogled v to, kako so namestniki vodili svojo preiskavo, prav? Opazili so, da je bilo na vhodu na vožnjo in vzdolž vrste več opozorilnih znakov, ki so, in to je pomembno v pravnem kontekstu, pokazali, kako se zabavični parki poskušajo zaščititi pred odgovornostjo, saj če imajo neustrezna opozorila, so lahko odgovorni.
Deloma pa piše, da ti hitri vlakci smrti vključujejo nenadno in dramatično pospeševanje, vzpenjanje, nagibanje, obračanje in padanje. Neupoštevanje objavljenih smernic lahko povzroči resne poškodbe ali izključitev iz parka. Gostje, ki uporabljajo standardne invalidske vozičke, motorizirane vozičke ali električna vozila za lažjo mobilnost, se morajo prestaviti na sedeže v vozičku atrakcije. In točno to je naredil Kevin. Premaknil se je iz svojega invalidskega vozička na atrakcijo. Pravzaprav je preiskovalcem povedal zaposleni, ki mu je pomagal, naslednje. To je zapisano v poročilu o incidentu. Vprašal sem ga, ali mu je v redu, da se prestavi, in je rekel da. Tako ga je eden od članov moje ekipe pospremil, medtem ko sem jaz pomagal drugemu gostu. Drug član ekipe in jaz sva na to izvedla, da ima težave s presedanjem in da bo potreboval našo pripomoček za prestavljanje, ki je namenjena pomoči gostom, ki ne morejo hoditi. Pripeljali smo napravo do njega in se je vanjo zlahka prestavil. To je bil povsem običajen prenos in izpolnjeval je vse zahteve za vožnjo. Z lahkoto se je iz naprave prestavil v vozilo. Preiskovalci so dobili tudi prisežno izjavo zaposlenega, ki je pomagal zavarovati Kevinovo varnostno prečko. Kevin, oseba, ki je bil tisti dan na invalidskem vozičku, ste pomagali pri varnostni prečki? Preveril sem njegovo varnostno prečko, ja. V redu, ali je bilo z njo kaj narobe? Edina stvar, ki je prišla na dan, je bila povezana z našimi postopki ukrcavanja glede varnostne prečke. Imamo indikator na strani sedeža, ki nam pove, ali je indikator v zelenem polju ali ne. Če ni v zelenem, lahko vidimo, da je tam majhna zareza, ki se pomakne proti rdečemu. On se je prestavil. S pomočjo transfernega stola in vodju je sedel pokončno na sedežu, tako kot običajno želimo, da so. Vendar minimalni zahtevani položaj varnostne prečke ni bil dosežen. Bilo je skoraj dovolj. Torej, v takšni situaciji bi ga vprašali, si v redu, ti je udobno, če malo pritisnem navzdol, samo da se prepričam, da je varnostna prečka pravilno nameščena. In rekel je, da ja. In potem sem potisnil varnostno prečko navzdol, kot običajno, z obema rokama, ponovno preveril in potem je indikator pokazal, da je dosežen najmanjši zahtevani položaj, tako kot mora biti, da lahko vozi. Torej, ko ste zadnjič pritisnili, ko ste ga vprašali, ali lahko malo pritisnem, in je rekel ja, je izpolnilo minimalne zahteve, da se je lahko zakljunilo. Ja, ko ste to naredili, ali je on ali je pokazal kakršnekoli znake nelagodja? Ne, ni pokazal nobenih znakov nelagodja. Ni naredil nobenega zvoka, njegov obraz se ni spremenil. V redu, in jaz, in tudi moramo nekako ponovno preveriti z njim, da se prepričamo, tako kot z vsakim, s katerim bi to naredili, da jim je udobno. In zelo jasno je pokazal znake, da mu je bilo res udobno na tistem sedežu. Ni bilo nobenega nelagodja, ki bi ga doživel. Ali njegova punca rekla kaj takega, da bi jo kaj skrbelo? Ne, ni rekla ničesar. Tudi ona je delovala v redu, ja. Torej, policisti so pregledali posnetke nadzornih kamer vožnje in naredili naslednje ugotovitve. In to je ključno. Ob 20:54:20 so zaposleni na vožnji začeli pomagati pokojniku, da se je usedel na vožnjo. Ob 20:56:57 vožnja zapusti nakladalno ploščad. 20:56:57. Vožnja je opažena na izhodiščni točki, na začetku vožnje, in žrtev se zdi odzivna in v redu. 20:58:28. Voziček vožnje je opažen pri zadnjem zaviranju, vendar je posnetek oddaljen in pokojnika ni mogoče videti. Ponovno, 20:58:28. Vožnja se je vrnila na nakladalno-razkladalni peron in očitno je, da pokojnik ne reagira. Torej, res se sprašujete, kakšno vlogo bi ta posnetek imel na sojenju, kaj ne? Preiskovalci so ponovno zaslišali tudi Hovelisa, da bi poskušali natančno razumeti, kaj se je zgodilo med vožnjo. Opazila sem, da je, ko je sedel nekoliko prenizko. Potisnili so varnostno prečko ven. Kaj mislite s tem, da je bilo nekoliko prenizko? Njegov trebuh je bil tukaj in on je bil, prečka je bila tukaj. V redu. Torej, potisnili so jo, pa jim ni uspelo, potisnili so jo še enkrat, pa jim spet ni uspelo. In potem so jo potisnili še enkrat, trikrat. Mislim, da je bilo 3krat ali 4krat, ne morem se spomniti. Ko so imeli zeleno luč, so to naredili, v redu, in smo šli na črto pri prvem spustu. Takrat je nekako šel gor in z glavo udaril v kaj. Šli smo na voziček in bili smo nekako spredaj, kjer je bila tista majhna palica, na vozičku seveda je bila tam kovinska palica. Nekako se je dvignil, ne vem kako, sam dvignil se je, z glavo je udaril, kot da bi se sklonil in dvignil ter udaril z glavo. Si to videl, ko smo se pelali?
Ja, videla sem, ko sem to opazila. Poskušala sem jih pobrati čim hitreje in da držati čim bolj in čim močneje sem lahko. In spomnim se, da sem mu raztrgala majico, ker se je pri drugem padcu zgodilo isto. Ne spomnim se, ali je bilo, mislim, da je bilo pri tretjem padcu, ko je spet udaril z glavo. Ne spomnim se, ali je bil to četrti padec, vem, da so bili verjetno 3 padci in da je udaril z glavo. In potem sem seveda samo kričala in poskušala narediti vse, da bi ga spravila k sebi. Da bi govoril z mano, da bi videla, če je pri zavesti, to je bilo. Vse, medtem ko se je vožnja še vedno nadaljevala. Poskušal si videti, ali prihaja k sebi. Ja, zgubila sem očala, on je zgubil očala, samo poskušala sva, kot da, jaz sem da samo poskušala pripraviti, da mi odgovori. Samo poskušala sem, da držati, kakor sem lahko, samo vsako sliko popolnoma poznam, ker sem da samo držala. Po poročanju News 6 iz Orlanda je glavni sodni zdravnik okrožji Orange in Osceola Joshua Stefani povedal, da je obdukcija pokazala, da je bil vzrok smrti več poškodb zaradi topih udarcev, način smrti pa, kar je ključno, nesreča. In časopis Tallahassee Democrat poroča, da sta tako letovišče samo, kot tudi floridski oddelek za kmetijstvo in storitve za potrošnike ugotovila, da so sistemi vožnje delovali, kot je bilo predvideno, da je bila oprema nepoškodovana in da so zaposleni v parku upoštevali ustrezne postopke. Zdaj je Kevinova družina želela bolj konkretne odgovore o tem, kaj se je pravzaprav zgodilo na tej vožnji in ali je šlo kaj narobe, kar bi se dalo v prihodnosti preprečiti. Kaj so torej storili? Na koncu so najeli odvetnika Bena Crumpa, ki je zelo znan, in napovedali, da bodo najeli tudi svoje preiskovalce, da podrobneje pregledajo Stardust Racers. In potem pridemo do 4. oktobra, 2 tedna po Kevinovi smrti, ko je park ponovno odprl vlak smrti. To je zelo razočaralo družino in Bena Crumpa, ki je spregovoril na novinarski konferenci. Dovolite mi, da začnem to novinarsko konferenco s tem, da vas vse spomnim. Po tej tragediji, še preden smo imeli prvo novinarsko konferenco, je predsednik Universal Epica dal izjavo svoji ekipi po tragediji. In v veliki meri pravi, da je varnost in bo vedno na prvem mestu vsega, kar počnemo. Na Universal te besede zvenijo votlo. Glede na to, da boste ta konec tedna ponovno odprli vlak smrti Starduster, ne da bi Kevinovi družini dali kakršnekoli odgovore, zakaj je bil ubit na vašem vlakcu smrti, družina je bila zelo razočarana. Da so ponovno odprli to vožnjo, medtem ko smo mi poskušali organizirati inšpekcijske preglede. Skoraj kot tat v noči, ko so v petek popoldne rekli, da bodo vožnjo odprli naslednji dan. Ali veste, kdaj je družina izvedela, da bodo vožnjo ponovno odprli? Ko ste izvedeli, da bodo vožnjo odprli, mislim, da so čutili, da je to največje nespoštovanje. Kevin je zaupal Universalu. Zaupal jim je, da mu bodo pomagali na vožnji. Zaupal je procesu. Zaupal je usposobljenosti zaposlenih pri Universalu, da ga bodo obvarovali in poskrbeli za njegovo varnost. Kevin je zaupal predstavnikom Universala. In to zaupanje je na koncu pomenilo smrtno obsodbo. In člani Kevinove družine, njihova bolečina je bila povsem očitna, ko so na tiskovni konferenci govorili o svoji izgubi. Kevin ni naredil nič narobe. Pregledal je opozorila, preden se je usedel na vlak smrti, tako kot je vedno naredil, kadarkoli se je peljal z vlakom smrti. Zaupal je Universal Studios in njihovim zaposlenim, da mu ne bodo dovolili vstopiti na vožnjo, če bi bila ta zanj nevarna. Verjel je, da je varen, ker so mu dejanja Universal Studios dala vedeti, da je varen. Kevina ne moremo dobiti nazaj.
Lahko pa spregovorimo, da zagotovimo, da nihče drug ne izgubi življenja na tak način. Kevinova mama Ana je podala izjavo v španščini, nato pa je nekdo drug prebral izjavo v angleščini. Vožnja z vlakci smrti je bila nekaj, kar sva obe radi počeli skupaj. Skupaj sva delili to vznemirjenje in navdušenje. To je naju z njim navdajalo z občutkom živosti in svobode. Ena mojih najljubših fotografij naju je na vlakcu smrti. Oba se smejiva, njegove roke so v zraku. Ampak zdaj je ta fotografija preveč boleča za gledanje, ker me spominja na to, kako je umrl. Ko smo izvedeli, da je Universal ponovno odprl atrakcijo, smo bili strti. Zdelo se je, kot da ga ponovno izgubljamo. Kako je lahko vožnja odprta, še preden sploh dobimo odgovore o tem, kaj je šlo narobe? Preden lahko naši strokovnjaki sploh pogledajo. Ne prosimo jih, naj jo zaprejo za vedno. Prosimo jih za odgovore in da poskrbijo za varnost, ker nočemo, da bi še kakšna družina doživela to, kar doživljamo mi. Ponoči se še vedno premetavam in obračam. Poskušam ugotoviti, zakaj mislijo, da življenje mojega sina ni bilo pomembno. Če bi šlo za njihove otroke, mislim, da te atrakcije ne bi tako hitro ponovno odprli. Svojega sina imam rada, prav tako kot oni imajo radi svoje otroke. Kdorkoli se odloča, da bo dobiček postavil pred ljudi in njihovo varnost, naj mu Bog pomiluje dušo. Zdaj vam bom v trenutku povedal svoje pravno mnenje, ampak najprej bi rad omenil še eno stvar. Ko so vožnjo ponovno odprli, so imeli nova pravila kot del vodiča Universal Orlando Resort za varnost in dostopnost. Obstajal je seznam voženj, kjer morajo biti gostje, ki uporabljajo pripomočke za gibanje, sposobni samostojno hoditi. In zdaj ta seznam vključuje tudi Stardust Racers. Razlog, zakaj mislim, da je to pomembno, je, da kadarkoli podjetje naredi spremembo po incidentu, se lahko pojavi pravni argument. Ali s tem priznavajo krivdo, ali s tem priznavajo odgovornost, ali s tem priznavajo napako. Zdaj, po posebnih pravilih za to vožnjo je opomba, ki pravi, da ima ta atrakcija napravo, ki vam pomaga pri prestopu v vozilo vožnje. Za več informacij se obrnite na osebje atrakcije. Gostje, ki uporabljajo pripomočke za gibanje, morajo biti sposobni samostojno hoditi. Če pa pogledate poročilo o incidentu šerifovega urada okrožja Orange, ki je bilo objavljeno decembra, je v njem navedena naslednja ugotovitev preiskovalcev. Na podlagi vseh okoliščin, ob upoštevanju znanih razpoložljivih dokazov, vključno z izjavami pod prisego, videonadzorom, ugotovitvami medicinskega izvedenca okrožja 9 in standardnimi operativnimi postopki, ki jih je zagotovil Epic Universe. Ta primer je bil ocenjen kot nezgodna smrt in je bil temu primerno zaključen. Zdaj vam moram tukaj predstaviti del zakona. Kadar govorite o zakonu, o tožbah proti zabaviščnim parkom, velikokrat so ti parki zaščiteni pred odgovornostjo na podlagi nečesa, kar se imenuje prevzem tveganja. To lahko vidite na opozorilnih znakih, včasih pa tudi na vstopnici ali pri nakupu, kjer je navedena odpoved odgovornosti, da veste, v kaj se spuščate, da prostovoljno sodelujete v teh dejavnostih, da zavestno sprejemate tveganja in to vseeno počnete. In obstaja, veste, primarni prevzem tveganja. Torej razumete, da so vpletena določena nevarnost, vendar se ponovno odpovedujete uveljavljanju odgovornosti, odpovedujete se pravici do tožbe proti zabaviščnemu parku, če bi se, bog ne daj, kaj zgodilo. Potem pa obstaja še sekundarni prevzem tveganja. Tako so zabaviščni parki včasih odgovorni, če je šlo za malomarno vzdrževanje naprave ali če je prišlo do operativne napake ali če so bile napake v zasnovi. Spet, če je bilo opozorilo neustrezno. Zabaviščnim parkom bi bilo zelo težko trditi, da se je nekdo odpovedal pravici do tožbe in da lahko zato ta vlak smrti upravljajo kakorkoli malomarno. Lahko bi imel nekoga, ki med upravljanjem igra na telefonu. To ni nujno nekaj, za kar se nekdo odpove pravici do tožbe. Tega tveganja ne prevzemajo. Na vožnjo gredo v prepričanju, da naprava deluje pravilno. To je nekaj zanimivega, o čemer je vredno razmisliti. Ampak želim nekaj pojasniti. Do tiste oktobrske tiskovne konference družina še ni vložila tožbe proti Universal Orlando, vendar so po besedah Bena Crumpa razmišljali o, citiram, vseh pravnih možnostih. Potem pa pridemo do decembra, ko je odvetniška pisarna sporočila, da je bila dosežena poravnava. Izjava se glasi: družina Kevina Rodrigueza Zavale in Universal sta dosegla prijateljsko rešitev v tej zadevi. Pogoji so zaupni. Družina je hvaležna za podporo skupnosti in v tem času prosi za zasebnost. Vse skupaj je zaupno. Ne vemo natančno, kakšni so bili pogoji, vendar je treba razmisliti, da če se zabaviščni park tukaj poravna, to še ne pomeni nujno, da je kriv.
Morda si preprosto ne želijo se spuščati v zamudno, drago in tvegano sojenje. Veste, ena od stvari, ki se zgodi v pravdnem postopku, je razkritje dokazov. Ali si želijo, da bi bili vsi njihovi notranji zapisi in komunikacije razkriti? Morda, morda ne. In navsezadnje mislim, da je jasno. To je bila tragedija. In morda sklenitev poravnave, morda finančno nadomestilo družini do neke mere, lahko na nek način pomaga. Nič ga ne bo vrnilo, ampak morda to na nek način pomaga. In to je način, da se ta situacija reši, tako da lahko družina morda nadaljuje in ji je pomagano. Torej, spet, to je grozljiva situacija za to družino. Izgubili so brata, izgubili so sina. Njegovo dekle je izgubilo svojega fanta. In počel je to, kar je imel rad, ko je umrl. Vozil se je z vlakcem smrti. Spet, prava tragedija. Naša srca, naše molitve in naše misli so z njegovo družino in prijatelji. Težko je sploh opisati. To je vse, kar imamo za vas tukaj na Sidebaru. Hvala, ker ste bili z nami. In kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcasts, Spotify ali kjerkoli poslušate podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC-jevi platformi Peacock. Če me želite spremljati, sem na X, Instagramu, moji oddaji na News Nation, Jesse Rubber Live, od ponedeljka do petka ob 23. uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič.